Prva sadika je tempeljski bor, Pinus bongeana, poreklo Kitajska. Značilnost: lubje se obarva v podobne barve kakor platana, lušči se take maskirne vojaške barve. Potem tale smreka prihaja iz Severne Amerike, gre za črno smreko Picea mariana. Ima tako kar lepo ozko krošnjo, ime pa je dobila po storži, mislim, da so storži take bolj črnkaste barve. Tole ni čilska jelka, ampak je Kuningamia lanceolata ali kitajska suličevka, sorodnik sekvoje, mamutovca, poreklo Kitajska. Tole sadika je bosanski bor z latinskim imenom Pinus held reichi, včasih tudi Leucodermis. Gre za reliktno drevo. Za časa ledene dobe se je umaknil na vrhove balkanskih planin in je tam preživel ledeno dobo. Najdemo ga tudi na Apeninih v Italiji. Tam so tudi odkrili najstarejšo evropsko drevo, ki je prav od te vrste. Potem tule imamo listopadno metasekvojo, Sekvoja glyptostroboides, živi fosil, odkrit leta 1941 v fosilih, kakšno leto, dve kasneje na Kitajskem najdejo tudi živa drevesa. Tole je himalajska cedra, Cedrus deodara. Potem imamo japonsko kriptomerijo, atlaška cedra, Cedrus atlantica. Potem je tole, ima tak malenkost podobne iglice kot tisa, je obalna sekvoja, najvišje drevo na planetu, zraste lahko skoraj 115 metrov. Tale plavkasta je arizonska cipresa, Cypressus arizonica. Potem pa predzadnja je močvirska cipresa ali Taxodium distichum, poreklo Severna Amerika, lahko raste v na precej mokrem področju. In na koncu še mamutovec Sequoia dendrogiganteum, ki velja za največji organizem na planetu Zemlja.